nisem bila mirna, ker sem vedela, da ne smem nič pričakovati, ne. Sem hotela samo uživati, pa čim bolj odpeljati, kakor lahko. Tako da jaz gleda se poklopila. Vaje so se mi zdela zelo zanimive. Najtežja se mi je pa zdela pač ta s prikolico. Najlažja bi pa rekla, da je prva pomoč, no. Zdi se mi, da pač imamo še vseeno dosti sveže znanje, no. Recimo nekateri starejši, sem še zmeraj mnenja, da mogoče oni bolj ogrožajo promet, kakor mi, je pa res, da smo mladi in bolj energični, no, sem rekla. Mislim, da bi najdel ene in druge v vseh starostnih skupinah, no. Da so vozniki, no, še zmeraj do neke mere dosti preudarni. Se mi zdi, da je manj divjanja, no, kakor pa ne vem, kje drugje. Pa predvsem ta parkiranje, ne vem, sem bila v Italiji, to parkirajo čisto povsod, kamor gre avto, no. Tega se mi zdi, da tukaj ni, no, to bi dala za plus. Jaz bi rekel, da ni važna starost, da je čisto neodvisno od starosti, imaš dobre in slabe voznike, imaš tiste, ki vozijo kot je treba, imaš tiste, ki v katero smer pretiravajo. Drugače pa, ne vem, za mlade predvsem to strpnost pa držati se omejitev. Kar me najbolj razveseli, to, da se vidi, ne vem, neka solidarnost ali kaj, da če je kdo v težavah ali pa tek, ali pa da se da prednost ali kaj takega, tisto nam kar gre. Drugače moti pa najbolj, ne vem, da voziš po omejitvah in se ti folk odzad nabija na ritini živčen, ker pelaš 70, kjer je 70. Že tretjič zapored, tekmovanje je odmevno, odzivno in prihodnje leta bo še boljše. Ne samo razsežnosti, da bi tudi mednarodno nagrado. No, letos to izvajajo še v Srbiji, na Poljskem in v Bolgariji. Oktobra pa nas celo že prvi evropski superfinale. Za tekmovanje se zanimajo tudi že Nizozemci, celo v Afriki se zanimajo zanj, tako da gremo international. Projekt raste po številu prijavljenih, da projekt dobiva mednarodne dimenzije in predvsem, da je to neka dobra izkušnja za boljšo, bom rekel, vožnjo mladih, za neke vrste ambasadorstvo o prometni varnosti, na vsakem primeru tudi koristen projekt za samo prometno varnost. Do nove tehnologije so mladi bistveno bolj dojemljivi. Mislim, da tudi statistika, ki je prikazal AMZS, kaže na to, da mogoče so starejše skupine voznikov bolj nevarne od mladih. Tako da projekt, kakor je ta, jasno dokazuje, da v mladih je potencial in da glih s takimi projekti jih ozaveščamo o varni vožnji. Videla sem punce, kako razturajo, ne? In fante, seveda, vsi. Jaz sem bila v bistvu ful pozitivno presenečena, ker v kakšnih situacijah bi tudi sama zmrznila, še posebej na prvi pomoči. To sem prišla do zaključka, da moram iti na tečaj. Prosti, preden postaviš na vprašanje, jaz se s tabo strinjam. Ker smo prišli na prvo pomoč, videl sem, da je bila oseba negibna. Jasno mi je bilo, da moramo zavarovati prostor nesrečo, da se ne zgodi kaj hujšega, potem sem pa začel razmišljati, kaj bi bilo prav narediti. Ok, a je oseba odzivna, kaj pa potem, kdaj pokličeš pomoč, kaj narediš, kako poskrbiš za človeka, a kaj narediti, a počakati reševalce. Jaz sem tudi rekel, ok, se bo treba spet dati dolo sesti pa razmisliti, pa prebrati, pa se kaj naučiti spet. Imamo avtomobil, ki je sposoben narediti praktično vse. Ampak če se ta avtomobil pelje 90 na uro in izza vogala hiše nepričakovano preteče otrok, fiske pretentati ne moreš. Tako da jaz mislim, da vizija nič je uresničljiva, ampak zelo težko bo treba še veliko delati. Ne samo tisti, ki izdelujejo avtomobile, tudi vozniki morajo še veliko na sebi narediti, da jim bodo pomagali s svojim obnašanjem pa svojo kulturo na cesti. Jaz bi absolutno priporočila vsem mladim, ker če bi v tem mojem času, ko sem jaz delala izpit, no, bi bila hvaležna, da bi me nekdo preusmeril sem in še posebej se mi zdi fajn, kaj je zdaj, da pri 18, ki narediš izpit, pač da prideš na varno vožnjo, ne, se mi zdi, da tudi mladi pač dosti odnesejo, no. Tako da jaz priporočam vsem, da se drug let prijavite, ker je tudi ful zabaven. Pred kratkim ste naredili izpit, prej začneš ponavljati, obnavljati ene stvari in celo znanje nadgrajevati, dlje se te bo to držalo. Ne samo to, da imaš možnost ustoviti dober avto za eno leto, pa druge fine nagrade, imaš možnost spoznati nove ljudi, nabirati nova znanja, prijeti v enega najsodobnejših, da ne govorim, najlepših izobraževalnih vozniških centrov v Evropi, če ne na svetu. Mislim, kdo bi tako priložnost sploh lahko spustil? Plus to, mislim, ekipa, tlele. Se vidimo prihodnje leto, pa. Čau, ekipa. Adijo.